Novo izvoljeni rektor Univerze v Mariboru bo svoj 4-letni mandat začel že pred poletnimi počitnicami, zdajšnji ekipi prorektorjev pa mandat poteče šele prihodnje leto. Predvsem upam, da bodo nepedagoški delavci in študentje izkoristili svojo priložnost in dejansko šli na volišča in izrazili svojo željo. Dobro je pa verjetno tudi zato, ker je potem tako izvoljen rektor v večji meri se zaveda, da je treba upoštevati tudi interese vseh zaposlenih, predvsem pa študentov. Tokrat rektorja volijo vsi pedagoški in nepedagoški delavci, to so visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, študentje in drugi sodelavci. Glede na to, da sem zaposlena že na fakulteti 25 let, je to res ena, bom rekla, velika odgovornost tudi za nas, recimo, ne, in vedno smo bili nekje v ozadju, nikoli nismo imeli te možnosti, tako da to zelo podpiram. Prav tako imajo pa letošnje leto prvič možnost voliti rektorja prav vsi študentje. Meni se zdi to v bistvu super način, da vsi skupaj dobimo vtis o nekakšnem vzajemnem sodelovanju in da imamo sploh moč in neko povezavo s celotno, kako bi rekla, univerzo, da smo del tega, da smo pač nek skupek v celoti. Tako kot smo pač recimo državljani Slovenije, tako smo pač tudi predstavniki na nek način Univerze v Mariboru, ne? In mnogi izmed študentov se mogoče tega ne zavedajo, ampak se mi pa zdi fajn, da bi se mogoče seznanjalo pa govorilo o pomembnosti tudi tega, ne? Pomembna pa so tudi dejstva. V zgodovini Univerze v Mariboru se je menjalo 8 rektorjev, od leta 1975, ko je prvi rektor postal Vladimir Bračič, pa do konca leta 2017, ko je svoj mandat zaključil Igor Tičar. Iz razpredelnice je razvidno, da so v vseh letih iz humanističnih smeri bili izvoljeni le 3 rektorji, ostalih 5 pa je bilo iz naravoslovne smeri. Skupno so le ti vodili univerzo kar 24 let. Jaz si želim predvsem, da bi univerzo vodil človek, ki bo povezovalen, ki bo vedel videti in tudi zagotoviti interese čim širšega kroga zaposlenih na univerzi. Pomemben je človek, ni pomemben, odkot prihaja. To pa prav gotovo kaže na določen vpliv, volilni vpliv teh fakultet, ki ste jih omenili, če je v tej zgodovini do sedaj tako bilo, kot ste nam predstavili. Kmalu bo torej znano, kdo bo 9. rektor Mariborske univerze, druge največje in druge najstarejše univerze v Sloveniji. Razglasitev rektorja bo na izredni seji senata univerze 19. junija. Kdor bo želel prevzeti vodenje univerze, bo moral prvič v zgodovini prepričati večino od približno 17 tisoč volilnih upravičencev.